Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v originalu citiranih člankov, imate bližnjice do njih zapisane v samem opisu. Ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, ponovili smo pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko kot ponavadi lotimo prve današnje teme. Novica, ki bo lahko razžalostila marsikaterega navdušenca Formule 1. Poroča spletni portal motorsport.com 23. aprila. V bližnji prihodnosti ne bomo videli nikakršnega motorja z notranjim izgorevanjem, ki bi bil atmosferski ali pa imel arhitekturo V10. Govorice o tej spremembi smo lahko v preteklih tednih zasledili marsikje, ampak na koncu so se izkazale le kot izključno govorice. Pri Formuli 1 želijo nadaljevati s tisto začrtano potjo, tisto generacijo pogonskih sklopov, ki jih bomo videli na progah naslednje leto. Ampak zavedajo se določenih problemov, zato bodo z manjšimi popravki skušali te težave odpraviti. In tu lahko beremo v članku, da je prišlo že do prvega spora. Namreč realno obstaja možnost, da bodo imeli na določenih progah težave. Govori se o tem, da bo razdelitev moči porazdeljena približno 50% na tisti del, ki ga predstavlja motor z notranjim izgorevanjem, in 50% na električno-hibridni del. Kar pomeni, da bi moral imeti ta bodoči pogonski sklop približno 350 kW na termični strani in 350 kW na elektrohibridni. In na progah, kot so Jeddah, Monza, Baku ali Las Vegas, na dolgih ravninah bi bilo skoraj nemogoče napolniti baterije. Zato skušajo, na primer, priti na dan s predlogi, kako bi omejili moč, predvsem na dirki. Tistih 350 kW termičnega dela bo ostalo nespremenjenih, ampak električno-hibridni bi se lahko zmanjšal na 200. In tu vidimo, da so za pri Red Bull Powertrainsu ter Ferrariju proti pri Mercedesu, Hondi ter Audiju. Porazdelitev, ki bi bila 65 proti 35, bi lahko zagotavljala določen uspeh. Ampak porajajo se že kompromisne rešitve, kot da bi ta omejitev lahko veljala samo že naprej omenjenih progah v Jeddi, Monzi, Bakuju ter Las Vegasu, ali pa da na izhodu iz ovinka ne bi bili sposobni vozniki uporabiti vse energije, ki bi jo imeli na voljo, tako da bi prihranili nekaj malega in tako se izognili težavi polnjenja na samih ravninah. A tu je treba dodati nekaj, da med nami navdušenci je bilo mnogo tistih,
ki so začeli skoraj navdušeno, histerično vreščati, takoj ko so videli napisano kratico V10. In tu se poraja vprašanje, ali takšni posamezniki sploh vedo, za kaj gre. Kavni mlinčki, kot jih nekateri imenujejo, so v sodobni Formuli 1 dokazali, da so bistveno bolj učinkoviti od onega, kar smo videli v preteklosti, da so bolidi hitrejši in da dosegajo boljše čase. Pa tudi, če nimajo tistega zvoka, ki je za nekatere bistven. Ampak dovolite mi, če je za nekatere bistveno, da so na štartnem razporedu razgaljena dekleta in da je glavno pri bolidu kakšen hrup proizvaja, ne vem. Po mojem ne gledajo Formule 1, ampak nekaj drugega, čeprav sam ne vem kaj. A pustimo sedaj to in poglejmo si drugo današnjo temo. Red Bull se ne bo pritožil nad odločitvijo komisarjev, kot poroča GP blog 22. aprila. Dogodek, ki je razvnel veliko polemiko v ozadju Formule 1, enostavno ne bo prišel do nekega jasnega zaključka. Namreč pri Red Bullu, kljub temu, da so prepričani, kako je Oscar Piastri izrinil Maxa Verstappena, se ne bodo borili do konca. Verjetno vsi mi imamo živo pred očmi, kaj se je dogajalo v tistih prvih metrih velike nagrade Savdske Arabije. In verjamem, da obstajajo različne interpretacije. A rad bi vas usmeril k članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu Planet F1 23. aprila. Tu smo lahko brali, kako Max Verstappen ovinka ne bi zvozil, ali je bil ob njem Oscar Piastri ali ne. In torej bi lahko smatrali, da je bila kazen pribitka 5 sekund upravičena. A treba je dodati nekaj, da v vsakem primeru se Red Bull ne bi mogel pritožiti. Namreč razlog za pritožbo so novi dokazi, ki niso bili na razpolago komisarjem in ki kažejo drugačno sliko. In Christian Horner je mahal z posnetki iz kamere iznad glave Maxa Verstappena, ki so bili v času dirke seveda dosegljivi komisarjem. In to pomeni, da tega argumenta se enostavno ne sme uporabiti. Poleg seveda onega, da je bil Max Verstappen očitno kriv in tu se zmrdovati in nekako oholovesti je po mojem mnenju nepotrebno. Sicer se strinjam, tudi sam bi bil na mestu Maxa Verstappena lepo tiho, ampak zaradi tega, ker bi me bilo osebno sram. A pustimo sedaj to, med njim in mano je gromozanska razlika. On je 4-kratni svetovni prvak, jaz sem dobesedno nič. A vsak se lahko postavi na svojo stran. Menim pa, da polemika, ki nastaja, je čisto brez veze in služi samo temu, da se uničuje Formulo 1. A tem seveda kaj bolj podrobnega, kdaj drugič. Mi si pa poglejmo tretjo današnjo temo. Kot poroča GP blog 22. aprila, naj bi lahko prišlo tudi do zanimive menjave med Red Bullom in Mercedesom. Niso se še polegle govorice, da bi Max Verstappen lahko tudi zamenjal ekipo in Toto Wolff je zmeraj pripravljen ponoviti sedež. Ampak če Toto Wolff v Mercedes spravi Maxa Verstappena, kdo bo tisti, ki bo to ekipo zapustil? Ali Andrea Kimi Antonelli ali pa George Russell?
In avtori navajajo, da je George Russell verjetno tisti, ki bo moral napraviti prostor Maxu Verstappenu. In seveda Christian Horner naj bi bil takoj pripravljen samemu Russellu ponuditi sedež v ekipi iz Milton Keynesa. V vsej tej zgodbi verjetno marsikdo pozablja, da Toto Wolff in Christian Horner nista na isti valovni dolžini, da rada nagajata eden drugemu. Torej, če Toto Wolff dvori Maxu Verstappenu, ni toliko zaradi tega, ker bi hotel imeti nizozemskega šampiona v svoji ekipi, ampak bolj zato, da spravlja ob živce Christiana Hornerja. In seveda zgodba velja tudi v obratni smeri. Zato sam takšnim govoricam ne bi dajal, vsaj v tej fazi, velike teže. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Namreč sezona je še dolga in govori se tudi, da Russell se že meni okrog podaljšanja pogodbe pri tovarniški ekipi Mercedes. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Mi pojdimo še k zadnjemu današnjemu sklopu. Za konec pa kot običajno rahlo bolj lahkotna obstranska novica. Kot poroča britanski tabloidni časnik The Sun 21. aprila, bosta Lewis Hamilton in Leonardo DiCaprio zaprla še zadnji 2 restavraciji s hitro vegansko prehrano, ki ju imata odprti. Gre za projekt, v katerega je Lewis Hamilton vložil veliko truda. Naj vas spomnim, vegan je od leta 2017, ta veriga restavracij pa je odprla svoje prve poslovalnice leta 2019. Od leta 2023 beležijo izgubo in izgleda, da je sedaj zgodba prišla do konca. Mene osebno ne moti dejstvo, da Lewis Hamilton ne je nobene hrane živalskega izvora. Sam nisem sicer na njegovi valovni dolžini, ampak vsak ve zase, kaj je bolje in kaj ne. Verjamem tudi, da so bili produkti te njegove restavracije okusni, sicer jih nisem poizkusil. Ampak dobili smo dokaz, da kljub temu, da nekateri znani zagovarjajo določene ideje, morda široka publika na dolgi rok jih ne sprejme. In tudi tu, seveda, ideja, ki je mogoče dobra, ki bo mogoče v prihodnosti zopet prišla na površje, je pokazala, da publika, kjer smo mi vsi, še zdaleč ni pripravljena sprejeti vsega tistega, kar ji ponujajo znani in bogati. A tako prišli smo tudi danes do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.